Živijo, dobro, že spet nazaj na naš kanal. Danes bom delala nekaj mačkam bolj cringe. Šla bom na svoj star YouTube kanal, ki sem ga imela pred Kajo Solo in bom pogledala videe, ki sem jih delala takrat. Ja! Jaz imam na tem kanalu res skoraj 200 različnih videov, tudi sem se odločila malo bolj tematska in bom vzela v bistvu videe, ki so bili kar precej uspešni takrat na mojem kanalu in to so bili vlogi iz MotoGP-ja. 9 let nazaj, 2014, letos bo 10 let od tega vloga. Dajmo kar pogledat, slušalke rabim. V glavnem, backstory teh vlogov je, da jaz sem včasih ful bila fanica MotoGP-ja, zdaj nisem več zaradi tega, ker sem bila za Lorencota in zdaj pač ne dirka več basically nobeden, ki bi ga poznala. In moj fotor je imel idealno priložnost, da smo vsako leto šli na dirkališče v Sachsenring v Nemčijo, takrat še v Avstriji ni bilo dirk. Jaz sem potegnila ven kamero in v bistvu takrat začela z mojo YouTube kariero, ker sem pač bila toliko navdušena nad snemanjem, pa hotela sem nekaj pokazati, ki je bilo res unikatno in to je bil pač MotoGP. Zdaj, da ne bomo gledali sam tega, ker se motorji mimo vozijo, bom poiskala highlighte. Ok, slikala sem se z Jesus, jaz sem... Oh my god, zdaj prihaja cringe moment. Sama sebe od takrat ne morem poslušati. Jaz sem bila takrat ful ogromna fanica Jorgeja Lorenza in to je bilo prvič v življenju, da sem pač prišla blizu nekomu, ki je bil celebrity, whatever. Ja, look at me, I was so cute. Kavani, pa sem mu dala lupčka na lice, zaradi tega, ker sem to delala vsako leto na vseh, kjerkoli sem videla kakršnega koli dirkača, kao for good luck. Tako da ja, to je bilo res eno zanimivo obdobje mojega lifea in ne morem verjeti, da je že skoraj 10 let od takrat. Ok, to recimo je Colin Edwards, ki je tudi šel pol kmalu v penzijo. Kaj še imamo? Ja, blizu sem prišla teh motorjev. Koliko sem bila jaz tu stara? Če je bilo to 9 let nazaj, skoraj 10, sem bila 5, 16. I was a child. Pa smo šli v backstage, whatever, ampak tole je bil moj favorite moment. Aww, so cute. Pa tu vem, da je nastala še ena teka random fotka od enega random človeka, tam, ko sem jo pol dobila dejansko, tek na Instagram randomly. Nikki Hayden, on nažalost umrl, ampak sen, full cute, oh my god, in pol dirke naprej, bla bla bla. Pa Alex Marquez, ki je brat od Marka Marqueza in je tudi zdaj v MotoGP, takrat je bil Moto3, I think. Such babies, oh my god. Pravim, to je bil res ta prvi vlog. Ta video ima 77, skoraj 78 tisoč ogledov. Sem pač pol se odločila, da mogoče je pa to ena stvar, ki bi jo lahko izdelala in sem v bistvu vsako leto naredila en vlog iz MotoGP-ja. Tukaj imamo naslednjega, ki ima tudi 30 tisoč ogledov, takrat je bilo to incredible, pač takrat noben na YouTube ni imel toliko ogledov. Sicer jaz od tega nič nisem imela, ker pač vseeno so bili angleški vlogi, bla bla bla. Ampak ja, to je 2015, tole je pa v Brnu, I think. Tu ni več Sachsenring, zaradi tega, ker nismo več dobili tistih kart, ampak dajmo pogledati, kak je highlight od tega. Ta shaky kamera z sped up, ja, it's not giving. A se je tu dogajalo sploh kaj zanimivega? Oh my god, lahko pogledamo, kaj sem izgledala takrat. Jesus. Fashion was not my middle name, ok? Ampak backstory tega, da sem imela to za angelčka na glavi, je v bistvu pač, ker ima Jorge Lorenzo ta logo, ki je hudiček pa angelček in sem ful hotela to narediti. Kva? Čakaj, a se nisem slikala z njim? Oh my god, Rossi! To vam bo po moje bolj zanimivo. Rosija sem tudi večkrat pač na vseh dirkališčih srečala, ampak on ima res toliko ljudi okrog sebe, da je ful težko do njega priti. Nekak, če ti rata porint v telefonu faco, I guess lahko dobiš fotko. In to je spet Alex Marquez. Ja, in pa mi telefon nekaj ni bilo. Oh my god, in Jorge Lorenzo. Oh my god, look at him, so cute. Aww. Jaz sem kar emotional, ko to gledam za nazaj. Ok, pa imamo še en vlog, ki je iz Valencije. Tudi 8 let nazaj, isto leto, 73 tisoč ogledov. Come on, slay girl, ker glow up sem imela tisto leto, dobila sem podaljške. To smo še pa z mami za spremembo in sem tudi dobila neke backstage karte. To je bilo za moj 18. rojstni dan. Zakaj pa zdaj ne dela? Flying through the sky, little Einsteins. Zakaj sem vedno delala to, da sem se dala na full hitter in pa se tak nič ne vidi, Jesus Christ. Ja, v editanju sem res postala boljša čez leta. Ta tip gre definitivno na MotoGP.
Ja, takrat sem delala angleške vloge, zdaj kaj na svojem kanalu spet poskušam delati v angleščini. To smo res imeli z mami en tak 9 girls trip in smo praznovali bolj kot ne moj 18. rojstni dan, pa pač hodile po shoppingu, jedle, se zabavale. V živalski vrt smo šle, res je bilo cool, no. Eden mojih najlepših spominov tak iz najstništva. To je bil moj prvi pir. Bila sem 18, en teden. To smo še pa bolj na dirkališče in jaz sem dobila karte. Imela sem VIP karte, kar pomeni, da sem bila v VIP loži sama, ker je mami ni imela. In pa sem tam spoznala ene Angleže, ki so bili tak res besties tam. Oni so bili za Rosija, jaz sem za Lorenceta in so se imeli ful dober. Mogoče, jih imam slučajno v videu? Ne, nažalost jih nimam. No, ampak je bilo pa lepo. No, potem šele spet Jorgeja Lorenza, amazing. In Marka Marqueza. Ne vem, kaj je bilo, nekaj bil ful slabe volje, da spomnim se točno. Mislim, da je šlo se za prvaka in so bili vsi ful pod stresom. Ja, to je v bistvu to je bil en tak res ful lep vikend. Ok, dejansko sem najdla še ta drug vlog od tega MotoGP vikenda in ta zaradi tega, ker nisem dala toliko clickable naslova, ima samo 1,4 tisoč ogledov. YouTube algoritmi, res. Takrat je vsaj clickbait še deloval, no. Tu sem šla dejansko v VIP ložo, kjer sem spila ful preveč Red Bullov, ker so bili zastonj. Ful dober razgled na paddock, ker so se vsi mimo pelali, pa na dirkališče. Pa bil to Jorge Lorenzo spet. Hudo. Če vas je kdaj zanimalo, kako izgledajo MotoGP dirke, zdaj verjetno sicer največ, ker ni več Rosija, ampak to je res ogromno folka zadaj. Kind of se ne strinjam s tem, pač da je toliko turistov v paddocku. Zaradi tega, ker pa se dirkači dejansko ne more mimo voziti in je ful pač zna biti moteče, ker velikrat se zgodi, da te kak dirkač skoraj zbije. Basically nevarno. Pač dobesedno lahko bi te Valentino Rossi ubil tam v paddocku. Ampak ne bi bil on kriv zaradi tega, ker se pač, to je tako, da bi bil, ne vem, na šihtu in bi kar random folk hodil ti noter in pač ti ne bi pustil, da dela. Tako jaz to vidim. To so pa moji Angleži, pač res smo se imeli dober. Plesali smo, oni so bili za Rosija, jaz sem bila za Lorenceta, pa smo se pač kregali med sabo, malo smo tudi kaj spili skupaj. Bolj kot ne so skrbeli za mene, zaradi tega, ker sem bila sama v VIP-u. In pa smo imeli lep razgled še na, pač na prve 3, ki so bili na kvalifikacijah, tako da spet Jorge. Potem je to v bistvu konec tega vloga, nažalost. A imam še kak vlog z MotoGP-ja? Tak res star. Ja, drugač. Let's be honest, jaz bi lahko naredila celo serijo teh videov, kjer gledam svoje stare videe, ker pač res jih je ogromno. Teda, če bi vas mogoče to zanimalo, lahko lajkate tale video in komentirajte, kater video bi radi videli naslednji. Res jih je veliko, ok? Pa vsi so zasebni, ker to ni za gledati. To je preveč cringe. V glavnem, to je drugač to za današnji video. Upam, da vam je bil všeč en tak behind the scenes mojega življenja 10 let nazaj. Stara sem. Hvala džungla, da ste me spravili na ta trip down memory lane. Upam, da še kdaj, da malo cringeam. Vseeno moram biti hvaležna, da sem takrat začela tak snemati, zato ker pač brez teh vlogov ne bi bila to, kar sem danes. So bili vseeno zelo lepi časi, čeprav zdaj močno več teh videov gledati. Lajkite, naročite se, komentirajte kaj in vidimo se v naslednjem videu. Ciao! Don't ever make me do this again, prosim.